sem Stanka Hrastelj in smo v mojem mestu v parku pred knjižnico. Ja, knjige pa otroštvo, če skombiniram ti dve besedi, razumem otroštvo, kar je bilo pred osnovno šolo. In to je bilo obdobje, ko sem bila na splošno fascinirana nad knjigami in nad vsem, kar je bilo s knjigami povezano. Ne samo z otroškimi. Pač rada sem imela vse knjige, ki sem jih imela iz zbirke Čebelica, kot najbrž vsak v moji starosti takrat. Ampak rada sem imela tudi te za odrasle, recimo knjige o živalih in tudi kakšna kuharska mogoče. Bilo mi je pa všeč vse. Papir, trdota papirja oziroma kartona, barve, ilustracije, seveda izjemno. Rada sem imela ilustracije, jezik, besede, ki jih še nisem slišala, liki, ki so se mi zdeli zanimivi in ki so nenadoma oživeli pred mano. Ja, dejansko vse, kar je bilo povezano s knjigami. Ja, zdaj, ko sem zrasla, se nisem prav veliko spremenila. Zelo mi je bila ljuba poezija, pesmi so mi bile zelo ljube, ko sem bila majhna, ampak to se ni spremenilo. Zdaj se mi zdi, da sem še bolj strastna glede poezije. To vprašanje je takšno, kot da grem na razgovor za službo. Tako da bom delno odgovorila, kot da sem na razgovoru za službo. Sem natančna in sem predana, česar pa ne bi povedala na razgovoru za službo, pa je, da sem pogosto izgubljena v času. Ja, uporabne so tiste, ki imajo uporabno znanje, se mi zdi, ali pa neke uporabne nasvete. Ampak knjige so predvsem nujne, ne samo uporabne, nujne so za razvoj, ne vem, domišljije, jezika, za bogatitev lastne duševnosti, duhovnosti in predvsem, in kar je najbolj pomembno, za krepitev in širitev lastne človečnosti. Kot avtorica sem predvsem bralka in bom odgovorila, kot da bi bilo vprašanje, kaj mi gre kot bralki najbolj na živce, in to je polovičarstvo. Če nekaj ni dobro izdelano in če je pri piscih premalo samokritike. V bistvu je to zelo enostavno vprašanje. Knjiga, ki sem jo pogosto prebirala svojemu nečaku, ko je bil še zelo majhen, je bila Šeherezada. Pač tista verzija, ki je prilagojena za otroke. In prav rada bi se kdaj srečala s Šeherezado in poslušala njene zgodbe, ki so plod neverjetne domišljije, pa tudi predstavitev nekega povsem drugega kulturnega okolja. Da bi rekla, da malicam ne, ampak zelo prav pride kakšna dobra čokolada. Torej vse tiste, ki bi jih lahko napisala, pa še nisem, še bom. Sicer pa se mi zdi, da včasih so kakšne sanje tako nore, tako divje, tako zanimive, tako nenavadne, da bi jih bilo dobro preliti v zgodbe. Ampak kadar jih poskušam pripovedovati znancem in prijateljem, se mi zdi, da je logika iz sanj popolnoma drugačna kot logika zgodb. Tako da mogoče bi bilo fajn, da se spopadnem s to spremenjeno logiko oziroma s prevajanjem sanjske logike v pisno zgodbarsko logiko. Prav rada bi imela moč ustaviti in preprečiti vse vojne in vse težke konflikte, ki so na svetu. Mislim, da otroci vedno radi berejo zgodbe, ki jih rabijo. In to so take, ki jim širijo domišljijo, ki predstavijo nekaj nenavadnega, nekaj, kar v njihovih življenjih še ni. Zato, da se enostavno kot ljudje večajo, da se njihova domišljija razvija, da se kaj potrdi, da najdejo še en drug svet poleg tega, ki ga že imajo doma.
svetovala bi jim, naj berejo dobro literaturo. Drznost. Drznost pisati nore zgodbe, drznost pisati, drznost vztrajati v tem, drznost uporabiti vso mogočo domišljijo, ki jo imaš na razpolago. In 3 pike. V bistvu sem ponosna, da mi uspeva vztrajati v tem poklicu.